Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast Podrobnosti. Danes je to 28. epizoda podcasta. A ni 28? A je, ne vem, to sem tako veli, ne vem, že spet. Čak. A je res? Ja, 28 je. 028. Res je, sorry. Hitro gre. Ja, hitro gre, se za to. Zdaj, koliko časa je že več kot eno leto? Kdaj je bil prvi? Lani enkrat, kdaj je oktobra, nekaj takega. Ja, kaj tazga bo, ja. Ja. Eno leto. Tako da eno leto imamo, ja. Gremo se pretvarjati, da je neki jubilej danes. Da bo vse malo bolj. Ja. V glavnem, Anže Tomič, daj malo povej, kaj je dogajalo v Ljubljani. No? Jaz to vedno vprašam, da malo dobim stik z pa nič ni, razen če hočeš o vremenu govoriti, nič, Ljubljana je Ljubljana, stari, to je to. Kratko in jedrnato. Res je. V prejšnjem podcastu, v prejšnji epizodi je bila gostja Cara Santa Maria. Ona je ameriška podcasterka, tebi osebnost, predvsem pa tako imenovana science communicator. Govorili smo tudi o religiji, znanosti, o eboli, genetsko spremenjenih organizmih. To so mogoče tudi vprašanje, ki bom danes vprašal današnja gosta, ima njihovo mišljenje vsega. In nasploh je ena taka cool debata, v redu ženska, ne, faca. Ja, res je, ja. Pa fulno prijazno, da se po retvitala še presep na Facebooku. Cool. Tako da bomo probali tudi v prihodnje, kar se tiče angleško govorečih gostov, imeti čim bolj zanimive in čim bolj zabavne goste. Danes pa sta gosta dva, jaz mislim, da je to prvič sigurno, da sta gosta mož in žena. To je res. A se motim, že, a se ne? Ne, mislim da. In sicer sta to Maja Žorga Dolmin in pa Nejc Žorga Dolmin. Oba sta pač ustanovitelja oziroma soustanovitelja strani skeptik.si. In moram že na začetku reči, da sem bil kar dosti skeptičen, če bomo sploh kdaj posneli to oddajo. Glede na to, da smo trikrat že predstavili, ker smo imeli prvo časovno malo probleme, pa seveda moj vrhunski internet zadnjič je orang zajebal, tako da smo mogli prestaviti na zdaj in jaz upam, da bo tokrat pa šlo čisto kaj skozi. Anže, dej povej admin zadeve, kje nas lahko ljudje slišijo, pa kje smo dosegljivi? Podcast je valjda na aparatus.si, druga smo tudi v iTunesih, če ste tam oceno, ful hvala. Na Twitterju je Aparatus, pa Boki, pa jaz vam, to ima pol povedal, pa na Facebooku je tudi Aparatus, to se zdaj vedno spomnim reči. Prijaš pa hvala vsem, ki ste že podprli mrežo Aparatus, pa hvala unim, ki še boste, oziroma kot bi rekel Savič, dajte denar. To malo grobo. Ja, je grobo, zato pa Savič to reče. Ja. Jaz mislim, da hočeš ti dejansko ti isto reči, sam pa preložiš krivdo na drugega. Točno to. Savič je vedno kriv. Tako da drugač pa to več manj to, kar se admina tiče. Ok. Pa Anže, štarti zadevo. Torej, kot sem rekel, danes sta gosta dva, mož in žena, Maja in pa Nejc, in sicer ustanovitelja internetne strani skeptik.si, kjer lahko najdete res ogromno zanimivih člankov. Tudi sam sem si jih par prebral, enih par preletel in sem pripričan, da se bo kar nekaj vprašanj najdlo v tej uri, ko bomo imeli pogovor. Maja pa Nejc, živijo. Živijo. Jaz vedno rad pustim na začetku gostu oziroma gostom, da se mogoče malo predstavijo, da ne bom sam jaz tisti se pametnega dela, da vse vem. Pa mi Maja, mogoče ti malo povej, kaj počneš, kdo si, pa zakaj skeptik.si? Aha. Pa bom pol še Nejca isto vprašal. Okay. Ja, drugače poklicno se ukvarjam z besedami, prevajam in lektoriram in take stvari počnem. In v bistvu skeptik.si je bolj znanostjo kot tako trdo znanostjo povezan kot recimo lingvistika, iz kjer sem izhajala, iz kjer sem pa šla, pardon.
V bistvu je to zdaj tako, lahko jaz odgovorim, kako smo sploh spadali v to noter. Ja, lahko. prav, ja. V redu. To je fajn začeti. Se to me nek zanima. Kako pride do tega, da se dejansko potem postavi internetna stran skeptik.si? Ja, mislim, v bistvu začel se je zdaj pri meni, tako da sem se začela mal izobraževati, imel je tale MIT Open Courseware, torej MIT, Massachusetts Institute of Technology, so imeli neke tečaje. Open Courseware so, niti niso bili tečaji, ampak snemanja predavanj, pa lekcije kot PDF-je, pa naloge, ki so jih dajali študentom, so oni dali na voljo celemu svetu zastonj. Ne? In tako sem jaz počasi prišla v stik, potem v bistvu po faksu že znanostjo tako, z druge strani. Zanimala me je takrat kognitivna znanost in tako in sem se pač vse, kar je bilo v zvezi z možgani tam prebrala in potem je ena stvar vodila v drugo. Vmes sva se z Nejcem spoznala. In sva na podoben način razvijala zanimanja in pol je v bistvu Nejc našel SGU, torej Skeptics Guide to the Universe podcast, čisto po nekem naključju. Zato so Penji Let Radio ukinili, zato sem ga najdel. Ja. In v bistvu so pa začela ta SGU poslušati, ki je bil zelo zabaven in tudi govoril o tistih temah, ki so naju zanimale. Ne? In potem, ker na eni točki se pa zaveš, da hej, jaz se pa v bistvu tudi identificiram kot skeptik. Ne? In pa sva šla na ene par takih konferenc. Sva šla najprej sva šla na Tem London, ne? Sam Page je bil takrat že gor, po moje. Ne, ni bil. To je bilo takoj po Temu London. Tisti je bil v bistvu zadnji push, da sva potem ugotovila, da je treba pa mogoče tudi v Sloveniji kaj narediti na to foro. Šla sva na Tem London, The Amazing Meeting v Londonu. The Amazing Meeting je drugače ena največja konferenca, recimo da skeptikov. In London je pač je bil leta 2009 pa 2010 nek Je taka manjša verzija, ker drugače je to v Vegasu, pa blazno velik prostor najmejo pa tako, ampak pa so hoteli malo približati Evropi in so pol naredili v Londonu. Tako, ja. In potem tam so bila pač vsa ta predavanja različnih znanstvenikov, bilo je bolj usmerjeno v splošno neko znanstveno pismenost, pa tako manj v neke take osko skepticistične teme, kot so, ne vem, Bigfoot in razne take neumnosti. Čak malo, da bi te prekinem takoj. Bigfoot obstaja ali ne? To ja, demo. Sedaj znanih podatkih, ne. Če bi obstajal, bi verjetno našel kakšen dober dokaz. Najbrž kaj najdel, ja. Okay. Čeprav to vemo, da obstaja un reality show, ne, v Ameriki. Ja, to sem slišal. Ki iščejo Bigfoota. Finding Bigfoot ali nekaj takega. Ja, Finding Bigfoot in je noro, ker je noter en teglaven takega išče, je nek tak Američan, ki non-stop, the Squatch, tako mi pač pravijo, ne. In imaš še najde une night vision kamere in se snemajo v gozdu, kako čakajo Squatcha. In ga valjda do zdaj še niso najdli, no. Spoiler alert. Ne, še, Anže, ne. Sej to še, ja. Da ne boš pol ti spadal neumen, ko nekega dne bo na CNN udarila novica, da pa so ga najdli. Točno to. No, ampak Maja, sorry. Ni znači, bil en zemljevita, ni bil, da glede na vse sightinge, torej vsa videnja, Bigfootov, ki ne bi se pač pojavila, ne bi že 100,000 teh številk bilo, nam pa vse nekako 100,000 posameznih Bigfootov smo že kolektivno človeštvo videli, ampak nekako nam ni nobenega primerka ratal dobiti. No? To je tudi mal fail. Ja, čak zdaj moram prav pogooglati, Gigantopithecus ali nekaj takega je žival oziroma opica živela pred koliko 10 pa 100,000 leti, nekje mislim na področju Azije, ki bi naj bila nekako podobna, vsaj po kosti, pa posebno tem recimo Bigfootu. To je dejansko znanstveno dokazano. Se pravi, ogromna, ne vem, skoraj 2,5 metra, recimo velika. Kako temu reče? Gigantopithecus, nekaj takega. Ste ga bom zgooglu, ga bom najdel. Ja. Saj smo našli Wikipedijo. Pol to govorijo, da naj bi pač takrat, glede na to, da je pred tem časom tudi bila recimo Azija drugače povezana z Severno Ameriko, preko severa, da naj bi takrat pač migrirala ta, pa ne bom rekel opica,
Ta vrsta. Ta vrsta, a veš, prek gor in naj bi se naselila zdaj tja v severozahodni Ameriki, kjer so te velike gozdovi in velike površine. Ne? In tisti, ki zagovarjajo to tezo, govorijo o tem, da pač je to tako velika površina gozdov, da normalno, da se lahko ta pošast oziroma ta žival skrije in je tako težko najti in težko videti. Pa se jaz mislim, da je za vso to tehnologijo, za vsem, kar imamo danes, ko imamo praktično res skoraj vsak centimeter sveta pokritega digitalno, a veš preko satelitov posega, da ne boš ti najdel in take stvari. Se mi zdi malo čudno. Ampak ljudje verjamejo tisto, kar hočejo verjetno. Je uni ta izgovor, da je ful veliko področje, to bo čez 20 let isti izgovor. Ja. Tako je. To je res. Tako. Je pa res, da se relativno se pa ta področje vedno manjša. Ja. Pred 20 leti si to še bolj lahko rekel, kot zdaj. Ne? Ampak čez 20 let boš pa malo manj lahko rekel, ampak čez zmeraj boš lahko rekel. Pač. Ja. Vedno manj. Ampak ja, tisti ljudje bojo pa še vedno to trdili. Tam je še en del, ki še ni odkrit. Ja, ampak ja, no. Maja, kje smo te prekinili s tem gigantopithekusom? Mislim, da smo bili pri tem London, ja. Ja, sorry. Ni panike. Pa sva šla pa še na par takih. Naslednja je bil Denkfest v Zürichu, v Švici. Kjer sva v bistvu, potem naslednji korak od postavitve strani je bil namreč zalaufanje skeptikov v pubu, ko smo se začeli pač mesečno dobivati. To si zdaj prekinil, veš, to boš tam hotel vprašati pa čez 15 minut. Ne. To se ful sliši tako slovenska scena, veš, narediš... No, pa bomo pol šli v detalj tega, da vidim. Ja, okay. Ampak takrat se je... Ja, takrat smo se pa začeli dobivati, no, in v bistvu že na prvih teh skeptikih v pubu je glih se upadel s tem, da smo pač ravno zvedela za to, da se bo ta Denkfest začel in smo tam tudi rekla, bi kdo šel, midva smo bila pa na temu in je bilo noro dober in bo zihar tudi na Denkfestu noro dober, ker je bil že program zunaj in je bilo že jasno, kaj bojo govorci in o čem bojo govorili in tako. Med drugim je bil pač ta nek, kako se že reče, kakšen je že bil, kakšen Brain Project? Ne vem, nek evropski projekt za mapiranje možganov. Ja. To je bilo med drugim pa ta turinski prt. Take stvari. No. Ta je bil dober, ja. Pa ta je bil, Lawrence Krauss je bil, ki je predaval. Tak je zdaj, Buddy od Dawkinsa. Ja. Unbelievers. Unbelievers sem že gledal na Netflixu. Moram da še nisem. Ja. In potem se v bistvu se nama je Alan, ki vi ga zihar poznate. Alan je izbitnih pogovorov. In je potem Alan takrat šel z nami družinsko, ker je šel tudi nečo oče. In smo šli v Švico, ja. In po tistem je bil pa pol še en Berlin. Ampak v glavnem vsako od teh srečanj je nekako bilo en tak poriv v to, da je treba nekaj več narediti, pa da je treba, ne vem, več ponuditi, pa tako naprej. Tudi v slovenščini, ne? Ker se v angleščini je ogromen tega dostopenega in če bi pač, mi bi lahko tudi samo linkali na stvari v angleščini, konc koncev, ne bi bilo treba, da svoje vsebine proizvajamo, ampak... samo... Nec. Kaj zdaj? Nec, daj še ti. Ne, lahko jaz to, da mu dam pod vprašanje, da nam pa ti povej, kaj je poanta sajta skeptik.si. Kako je Maja rekla, ne, da se pač v slovenščini stvari delajo, ne, ampak kaj je dejansko poanta tega sajta? Zakaj ta sajt obstaja? Nec, pa sem to bi še prosil, da poveš, kaj poleg tega še počneš. Vem, da si voditelj podcasta Bitnih pogovorov. Tisti, ki ne poznate, počekirite, obvezno, ful dober podcast o tehnologiji, pa o Apple zadevah, čeprav bi lahko malo več o Blackberryju govorili, ampak no, izvoli, Nec. Živo, jaz sem Nec. Drugač, se ukvarjam z izobraževanjem, razvijam e-tečaje, svetujem pri izobraževanju, imam spletno učilnico, tako pač te stvari poznam, tako da običajno v podjetjih to koristijo moje znanje in pač storitve. Ta fancy termin je instructional designer za razvijalce. Lepa. Kaj sem rekel? Termin.
Pixie Pink Pong. Ja, sta vidva poročena. Ne. Ja, no, pa tako je Maja rekla, ja, jaz sem takrat Penn Jillette radio poslušal, tega Penn Jilletta, ki sta Penn and Teller, ki delata bullshit, uno oddajo, ki je fajn tudi za pogled, ki je zelo sorodna skeptičnim temam. Pa včasih malo čist preveč libertarna, ampak ok. Sure, ja. Ampak vedno pa zabavna. Ja. Vedno pa zabavna. To je in ti se bilo res smešen, nisem poslušal tisti in mi je bilo to, res je bilo smešen, poslušaš podcast od enega, ki je v Vegasu in potem razlagal vremenu, pa tako, ti si pa v Ljubljani. Ampak je bilo zabavno in pol, on vem, da je imel gužvo, ker on skoraj vsak dan ima ta še vedno predstave v Vegasu in je pač nehal tisti radio delati. Ne? In tako, jaz pa pol, konc, kaj bom pa zdaj poslušal? In gledam tam po forumih, ki se pogovarjajo, kaj pa vi zdaj poslušate, kaj je, te fani, pač podcasti, tako, tale Skeptic's Guide to the Universe, tole je kar zabavno, ne, ok, gre, I'll give it a shot. In pa smo ven odpadli. In isto tako Kamaja, je tako prav trajali, ne vem koliko epizod, ali pol leta, ali neki mesec, nimam pojma, da tako poštekaš, čak, to je prav taka skupnost, ki se bori proti temu bullshitu. Sploh prej nisi štekel, prej si mislil, da so tako neke znanstvene novice, pa tako malo. Pa vidiš, da je to prav en tak gibanje, ki je pač povsod prisotno, ni samo Amerike. No, pa smo počasi prišli do strani. Ja. Ampak Anže je rekel, kaj je point sajta? Ampak saj je Maja že rekla, da je pač dober info v slovenščini, nakratko pa tako, kaj je tagline, promocija znanosti in kritičnega razmišljanja. Ki je pa omejena z našim prostim časom in jasno, zato pač malo trpi v pogostosti objav. Ja. Sploh zato, ker si je treba res vzeti čas pri teh zadevah, ne moreš, ne vem. Ja. Jaz imam tam en kuharski blog, kjer pač lahko relativno hitro zadevo napišem, pač nekaj skuham, pa grem napisati. Pa fotkaš. No, ampak na podlagi česa recimo zbirate, ker kolikor sem videl, vas je več, ne, članov oziroma avtorjev. Zbirate recimo te članke oziroma te novice oziroma teme. Kaj vas oziroma vajo najbolj privlači, kakšne teme? Vidim znanstvene predvsem, ampak zakaj te, ki so gor recimo na strani? V bistvu je čisto ali so to samo aktualne, ali so to tudi greste bolj globoko, oziroma so čisto osebne stvari, ki vas zanimajo, potem različite, pa potem glede na to malo pišete oziroma prevajate. Vse troje. V bistvu je tako, da kakšne stvari, ne vem, ko je bilo tole, ko je bil družinski zakonik, pa se je naenkrat proticepilsko gibanje je noter našlo, da jim bojo otroke vzeli zaradi tega, ker ne vem, zanemarijo otroka, če jih ne dajo cepati, neka taka interpretacija smo imeli. Takrat je bilo aktualno, da smo se pač tako odzvali, da družinski zakonik tega noter nima. Pa še par drugih stvari smo pol napisali. Ne? Tako da recimo je tak motiv. Potem so motivi, tam imamo, ne vem, eno rubriko Mala šola znanosti, kjer je dejansko to, da so bolj neke splošne zadeve, nekaj, ki je vedno aktualno, ni pa zdaj, ne vem, odziv na eno novico v časopisu ali pa na nek dogodek v življenju slovenskem. Pol je pa tudi to, da dost nas v vsakodnevnih odnosih z ljudmi naletiš na neke stvari, ki se ti ne sliša čist prav, pa jih greš raziskati, pa vidiš, da niso čist prav, pa potem, da namesto, da samo en mail pišeš tismu človeku, pač napišeš cel članek. Pa mu pa se pošleš link. Pa i tako mene prebere, več. Tako da ja, no, mislim, motivov je več, ampak... Pa čisto na to, kar si rekel na konc, da eni imajo radi ene teme, eni drugi, eni tretje in pol. Pač, takoj, se nekdo ponudi za kakšno stvar, je super, zato da je pač čim več vsebine. Midva ne je... pač so zelo vesela, kjer jih kolo objavljene, tudi vseh, ki so bile. Ja. Je pa res, da tam vse pregledujete, kar gre na sajt, ne? Imate tako nek tak peer review. Ja, to pa je res, pri nas je cel postopek, kako grejo. V narekovajih peer review, da ne bo... Ja, v narekovajih, da ne bo... hate mail prišel, da to ni res peer review. Ampak pri nas gre skozi cel postopek, da ko nekdo pošle tiš članek, potem nas je vedno ena skupinca, ki pač včasih sem žal to samo jaz, včasih nas je pa 7, 8, 9, odvisno od tega, koliko ima folk časa, ki
pregleda tisto, pa reče, lej, tole pa ni čisto jasno, pa a si čisto ziher, da je to res, pa tukaj moraš pa kakšen citat moraš navesti, od kje si to povlekel, je to izriti, ali je to dejansko res. In take stvari, no, zato da zadeva pač res lahko stoji in da ima čim manj nekih, vsi smo zmotljivi, ne, tudi skeptiki. Pač, da ima zadeva čim manj lukenj, kolikor se jih le da poloviti, da jih polovimo. Da polovimo tiste komentarje, ki bi bili sicer lahko. Recimo, da se naprej zavarujemo. Ja, preventiva, ne, preventiva. Ja, pa tudi nasplošno, ne, ti mogoče nekdo ful dobro eno temo pozna in nekaj napiše in tebi je jasno, ker pač tudi ti to poznaš, ampak enemu tretju pa ne bo jasno, zato ker tam en košček nisi dobro razložil, ne. In je dobro, da ga spomniš, daj samo večkrat to opiš, ker drugače folk se bo tam zataknil, ne. Ja, ker imamo pa tudi to nekako nenapisano politiko, da če že pač članek, ko ga bereš, je dobro, da stoji sam zase. Torej, da če ti tam neko stvar omenaš, ne vem, kaj pa jaz vem, če omenaš znanstveni konsens, recimo, znotraj članka, potem je dobro, da na hitro razložiš, kaj to je, zaradi tega, da ni treba bralcu pač skakati pri vsaki zadevi, ki ne razume nekam ven iz članka, da potem lahko pokapira, kaj je sploh bila tvoja poanta. Ne? Ja, ne, da mora 15 Wikipedij člankov vmes odpreti. Ja. Ja, to je kar dober policy. Ja, to se trudimo vzdrževati. No. Ne vem, je pa seveda to odvisno od tega, koliko imamo vsi, ki beremo tisto predznanje, ker včasih je točno to, kar je rekel Nejca, ne, da če vsi dobro poznamo neko temo, pa se lahko tudi zgodi, da pač teži to poloviš, ampak načeloma upamo, da nam ratuje. No. Zdaj pa moram vprašati. Kako pa to zgleda, ko se skeptiki dobite v pubu? Neš drugače. Prvo vprašanje. Ja, Kaj je zbrana pijača skeptikov? Vsak po svoje. Vsak po svoje, ampak gli zanč, to je zdaj zelo neformalno zbiranje podatkov, ampak opazili smo, da se... Anekdota. Opazili smo, da se največ od alkoholnih pijač naroča pivo in od nealkoholnih čaj. Ampak jaz mislim, da čaj je zaradi letnega časa, tako da polet se lahko to malo spremeni. Ja. Zmaga per, hočeš reči. Z veliko prednosti. Ne, od nealkoholnih. Per ni odvisen od letnega časa. Ja. No, ampak to je, kako, pa ne mislim to tek na hec sprašta, pa res me zdima, recimo to, ko se zberete skupaj, to imate tedensko, kaj recimo imate... Ne, mesečno. Mesečno se zberete in potem, recimo, koliko je to število članov oziroma vas je v bistvu je tako, v povprečju ponavadi pride tam nekje med 7 in 9 folka, to je povprečje. S tem, da se je zgodilo tudi, da smo bili 3, pa zgodilo se je tudi, da nas je bilo 22 ali 23, kar je bilo pač absolutno največ. S tem, da od teh, vsega skupaj se je pa tam nekje okoli 60-70 različnih ljudi zamenjali, ker ne pridejo vedno isti, ne. Eni smo, kakorkoli, eni smo bili stalni, je zdaj, odkar sva mi dva potomca dobila, sem malo manj prisotna. Čeprav, ja. Ampak ja, ta številka je različna, pa v bistvu je tako, ne, tudi skeptiki v pubu se spreminjajo. Najprej je bilo samo to, da smo se dobili, pa smo pa pizdili, lep izraz, smo se kregali nad... Lahko prosto poprašeno, pizdili, ok. Torej smo pizdili nad tem, kar je bilo trenutno v časopisju ali pa nad tem, kar smo slišali od kakšnih bližnjih ljudi, ki bi jim radi povedali, pa smo se kregali z njimi, da ne moreš tako, da ni res, da ne vem kaj. Potem je bilo pa počasti tako, da pa če bi mi še kaj drugega uvedali, pa smo začeli v bistvu s tem, da smo si knjige dajali kot domače naloge in sem jaz načeloma... Torej knjigo za prebrati. Ja, knjigo za prebrati. Ja, razumem. Pač z nekega področja, ki je nekako povezan s znanostjo, skepticizmom, kakorkoli. In sem potem jaz delala iz te knjige... nismo bili še takoj pri kvizih. V bistvu je bilo potem tisto, da smo se o tem pogovarjali, čeprav potem je pa to... Ja, da bi imeli eno temo, a ne? Ja, da smo imeli temo pogovora, eno tako. Da je bilo nekaj malo organiziranega, ampak pol je
dost hitro to prišlo v to, da sem samo jaz prebrala knjigo, pa sem tam razlagala drugim, kva noter piše. Tako da smo pa rekli, ok, to ne deluje. Pa smo probali z kvizi na tisto temo, pa v bistvu smo prišli zdaj do tega, da imamo kvize vsak mesec, tako da je pač ta del je organiziran. Ne? In te kvizi so pa različna področja, različne teme pokrivajo. Mislim, pripravljam jih jaz, zdaj ponovadi, v zadnjem letu pa pol sem bila mogoče 4-krat na Skeptikih v pubu, glih na te zadnjih sem bila. Na vseh ostalih je bil Nejc, tako da vodi pol Nejc, pa slišim, da zanj sem slišala, zdaj si ti tukaj, zdaj te mu lahko kregal, ker če gre kaj narobe, Nejc samo reče, jaz nisem tega sestavljal. Pa imate dejansko pub kvize zdaj. Par glede na število ljudi, nekaj grejo po ene 3-4 so skupaj v grupce, a ne, pa kviz, pa običajno je dosti smeha pol med celim postopkom. Ja, se temu so pub kvize. Pa še zdaj je Maja QI sistem točkovanja uvedla, tako da če totalno stoliš uno kao, ki je full tisti odgovor, ki ga vsi poznajo kot pravilnega, pa je resnično napačen, dobiš blazno minus točk. Če pa daš enega, ki je lahko tudi narobe, ampak je toliko smešen, da se vsi smejijo, pa tudi full točk. Plus. To je to. QI sistem je itak najbolj. Je najbolj fair. Najbolj fair, Recimo, ko debatirate o kakršenkoli temo, recimo, da pride neka nova stvar ven, recimo, tako zdaj bila recimo ebola ali pa karkoli. A se dogaja, recimo, da ste skeptiki, tisti, ki ste recimo skupaj, da se vsi strinjate isto, ali da se v bistvu doskrat dogaja, da se recimo ne morete jih kregate med sabo, ampak da so drugačna mišljenja. Ali ste v bistvu kot skupina vsi precej isto homogeni, mišljenjsko naravnani? No? Ne, sploh ne. V bistvu je dost tega tudi to je fajn. Mislim, se v neka splošna smer zihar je. Ne? Splošna smer je to, tisto, kar nas druži, je načeloma to, da zaupamo znanosti, da zaupamo znanstveni metodi, zaupamo znanstvenemu konsenzu in poznamo načeloma zmote človeškega razuma in veščine kritičnega razmišljanja, ampak potem je pa tudi pri nas tako, da pač vsak izhaja iz nekih svojih biasov, iz nekih svojih predpostav, pa tudi vsak izhaja iz neke svoje, ne vem, naučenosti recimo. Nekdo bo prebral samo eno novico o eboli, pa si bo ustvaril neko mnenje in bo potem odprl temo na Skeptikih, nekdo drug bo pa, na Skeptikih v pubu, nekdo drug bo pa v bistvu o tem imel že ogromen prebranga in tako naprej in potem se ona dva mal med sabo kregata, pa ostali noter pridejo. Zdaj recimo je bilo glih pride tudi do tega, no, da se mi med sabo tam v bistvu prepucavamo in pilimo ideje konc koncev. Pilimo tudi naše razumevanje stvari, ne, ker se ne vemo vsi vsega. Ne. Tako da ni vedno samo udrihanje po sproti mislečih. Normalno. Ja, no, zdaj, ko si jih omenila, oziroma ne, samo to, preden zaključimo te pube pa vse to. Mene se zanima, ali lahko kdorkoli tja pride, ali je to posebno povabilo, ali kako je, recimo, ne vem, jaz lahko letim, jaz bi ful prišel enkrat. Ja, prid. To je čisto odprt, objavljanje na strani, običajno je zadnja sreda v mesecu. Ja, običajno je zadnja sreda v mesecu ob 7. V Mačkonu, to je na Trubarjevi, to ni Maček na Brežju, ampak Mačkon na Trubarjevi. In je odprto za vse, kdorkoli lahko pride. Tako da vabljen, kadarkoli. Nagbar bo prišel in predstavil svoje Bigfoot dokaze. Odlično. Ja, evo, bom zdaj zbiral do poletja, dokler ne pridem nazaj v Slovenijo, bom zbiral dokaze. In bomo skupaj ocenili. Po mojem bo sam gledali, samo nočirički bojo. Ja. Ampak no, zdaj, ko ste jih omenila, oziroma sem jaz omenil ebolo, mene ful zanima recimo vajeno videnje na to vse skupaj, koliko je bilo zdaj v zadnjem mesecu ali pa 2 govora o tem. Ja. Ker sem se jaz z dosti ljudmi pogovarjal, tudi na zadnjem podcastu smo imeli pač to Američanko, znanstvenico oziroma science communicator, ki je dala svojo mišljenje na to vse skupaj, glede na to, da se ona dosti ukvarja s tem. Pa me zanima recimo, kako je to do vaju mislim, kako sta videla to sprejela oziroma gledate na to in pač pogled na to, ker je dosti taka atraktivna oziroma tema, no, da rečem atraktivna v narekovajih seveda. A boš ti? Bom jaz.
Ne, jaz mislim, nimam, je resno, panike ni, to je moj povzetek, ker nisem dobro spremljal in ti zdaj ne morem dati full detajlov, tudi nobenih kakšnih skeptičnih sajtov nisem bral, ki bi to naslavljal. Tako da povzetek je kar sem na začetku rekel. Zdaj mislim čistko, ne. Ena stvar, ki je bila tudi zdaj na zadnjih skeptikih v pubu, ne, recimo, je bila, da je točno to en od naših skeptikov rekel, da pač zakaj bi pa zdaj jaz verjel, da je kakršnakoli panika, pa ful pretirava ta Svetovna zdravstvena organizacija, pa zdaj bi mogli v zadnjih 10 letih že vsaj 10-krat človeštvo izumreti od ptičje gripe do ne vem česa vse in da zdaj pa to ebola in tako naprej in da bla bla bla. No. Ja. In v bistvu ta del je tist, kjer pač probamo, ne vem, razložiti, razumeti, kakorkoli, da če, mislim, panike ne ustvarja Svetovna zdravstvena organizacija, ker zdaj, če oni tam rečejo zdaj teh točnih meril za to, da oni dajo tam ne rdeči alarm, ampak pandemsko. Ja, da rečejo, da gre za pandemijo, ne vem, ampak vem, da imajo pač neke svoje regelce, po katerih oni nekaj razglasijo lahko za pandemijo in ne vem, tako kot za ptičjo gripo takrat, ne. Ampak paniko, ki jo delajo, pa potem delajo mediji, no, čistko, zdaj malo. Ja. Ukrcavamo. Ja. Anže, a si ti kaj, a ti spremljaš to kaj, ne? Ker meni je to dosta taka zanimiva tema, no. Spremljati sploh to, koliko se tu pa nečari glede okoli vsega tega, no. Vse smo že v prejšnjem podcastu nekaj govorili, ampak vseeno, nisem nekaj podal nekega mišljenja. Ja, ne, meni je pač tako, pač v Afriki nimajo takih zdravstvenih sistemov, kot pri nas, ne. In pol karkoli s tem prenašati na naše okolje, ne. Jaz zmeram malo tako, okej. Ja. Če tam nimajo tako tekoče vode, ne, pa to z nami primerja še tako res malo random. No. Ja, pa če se dotikajo mrtvih, ne, kot... Ja, veš, ker tam je res, zdaj imel John Oliver, je ful dober, nisem še gledal, sem sam ki je rekel, da pač razen, če boš jedel tako od ljudih ljudi, smrku, pa drek, pa ne vem kaj, ne. Mislim si več ali manj varen, ne. Ker se mi zdi, se to, veš, Boki to recimo po mojem ful dobro veš, ne, ker ti zdaj je bil v Čadu in si videl, kakšen nivo življenja je tam, ne, v smislu čistko sanitetnih prostorov in podobno. Ne, pa se glede tega sploh ni, mislim, to me sploh ne preseneča, no. Ne, ampak veš, fora je pa temu, da ljudje to hitro preslikajo, ne. Ja. To vidijo, okej, v Afriki je toliko in toliko ljudi že oboleli in toliko jih je umrl in tam se to širi, tam sam pogledaš človeka, ima še ebolo, ne. Veš, ampak pač to res ni tako, ne, ker pač pri nas imamo bolnice, pa hladilnike, pa ne vem, mislim, tako, vse se ful grozno to sliši po svoje. To je res, to je realnost, to je ta ogromna razlika, ki je, ne, recimo, da imaš to pri nas čisto drugačno, pri nas mislim na zahodu, ne mislim samo Sloveniji, ampak recimo čisto drugačno, a pa razvitem svetu, no, kakorkoli že, drugačno zdravstvo, drugačno pogled na vse skupaj, ne vem, do higiene, do vsega, do samih, tako zadnjič umenila ta Kera Santa Maria, do ritualov recimo pri pokopih ljudi in tako naprej, sploh tisti, ki so oboleli, ne, tam ne vem, nekaj menja, da se jih potem še dotikajo, pa so neki posebni rituali, pa tako naprej. Meni je to ful vse skupaj zelo čudno, no. Nikakor nočem nikoli reči, da bi recimo, da podcenjujem kakršenkoli virus ali pa bolezen, recimo ebola ali pa ptičja gripa ali pa karkoli takega, kakor je bilo v zadnjih recimo 10 letih ali pa tako, ampak meni se zdi smešno, no, da pride pač en tak virus ven, recimo ne vem, v Afriki so da zbolijo ljudje in je resno zadeva, potem pa pride recimo ena oseba v Ameriko oziroma ena okužena in je taka panika vse posod po celem zahodnem svetu, da ne moš verjetno. Medtem, ko ne vem, lik dan sem slučajno videl eno sliko, pa bom ga dal link gor, kjer je narisan ena skica, mislim, taka smešna slika je, kjer je en Američan, debel, narisan z hamburgerjem v roki, pa z
za Coca-Colo ali s čim že, potem pa piše, kako paničari, iz glave mu grejo ven mehurčki, kao ebola, a spodaj piše obesiti 300,000 mrtvih na leto, tobako 450,000, pa alkohol 88,000, a ne. A ja, pa cigaret ima v ustih, mi grede. Medtem ko pa recimo paničari pa za ebolo, ne. In to je tak čista taka odraz te naše družbe, zdaj se mi zdi, da je ena taka nova stvar vam pride in panika, medtem ko so pa tu druge stvari, ko so pa veliko bolj pomembne, pa veliko hujše, pa se mi zdi, da gremo z njimi normalno naprej, a veš. Pač ne dobivajo toliko pozornosti, koliko bi se zaslužili te ostale stvari, zaradi katerih umira na 100,000 ljudi, a ne letno. Ja, jaz še zmeraj čakam na mrtve od ptiče grife. Lej, to je tako, kot se pivi, žrtv lastne uspešnosti. Ja, če se prepreči, je bed, če se ne prepreči, je bed, mislim. No, ja, ne moreš zmagati, pač realno gledano. Ne moreš zmagati. Ne moreš. Zato sem te mislil v istem maju, tebe ali pa vse vseeno ne, recimo v isti sapi vprašati, recimo ta cepiva, pa to dosta tudi pisali o tem, ne. Recimo vajen tudi pogled na vse to in sploh na to, da recimo se pri nas zelo strogo gleda na to, da se otroke treba cepiti, da to ni, kako skoraj nimaš odločitve, da moreš to storiti. Medtem ko recimo moje izkušnje iz življenja v tujini je pa čisto drugače pri otrocih. Je v bistvu prepuščeno pa staršem ta odločitev za te določene cepiva. Ni tako strogo kot pri nas, ko se mi zdi, da se dogaja, da nekateri zdravniki pa zdravnice tako starša gledajo zelo strogo in zelo hudo, če se odločiš, da ne cepiš otroka. Ne vem, kako vidijo po vsem tem, ko pospremljate, pa tudi po vsem tem, kar je bilo že napisano na vaši strani, gledate na to. Sam za kontekst najprej, da to ni direkt, mislim, pri nas je obvezno, ne? Ampak to ni znanstvena tema. To je pač politična odločitev, ne vem, koliko let nazaj. Ja. In je bila zato, da se pač zavaruje folk pred boleznimi, ker je dober za komplet družbo. Zdaj, če moramo zdaj to skenslati, a veš, to jaz ne moram da tega reči. Jaz se drugače načeloma sem za prostovoljno, itak, ne, da se sam odločiš, kaj greš noter. Ampak, če se ti odločiš zaradi tega, ker Facebook mime bereš o tem, koliko so cepiva bad, pol imaš zelo slab info, ne, in pol se boš slabo odločil. Ja, normalno. Problem je tudi ta danes, da se mi zdi, da je toliko enih, bom si besedo sposodil z vaše strani, pseudoznanosti, a ne tudi na internetu, kar se cepiv tiče, da je v bistvu že težko res se odločiti, kaj je prava stvar. A ne? Ker, ne vem, tudi zdaj bereš kakšne članke, ki ti vsaj na pogled zgledajo zelo znanstveni, zelo take neki, pa ta doktor je omenjen, pa a veš, iz Anglije, pa iz Japonske, a veš, ker neka imena, ki ima neka svoja prepričanja in je težko se nekako dati svojo sliko si ustvariti. Ne vem, no, recimo meni kot staršev je zelo težko, recimo sami iz tega ven dobiti te podatke, da bi se potem odločil eno pa drugo. No. Normalno, fora je, da če živiš v Sloveniji, pa če poslušaš slovenski folk, pa svoje slovenske kolege, pa tako naprej, bo vsak rekel, ja, itak, to moreš, to je to. Recimo, jaz sem živel v Nemčiji 1 leto. Čisto drugačno dojemanje do tega, do cepljenja, a veš, čisto drugačno. Za vprašanje za cepiti za otroka je bilo čisto tako, a veš, a želite, ne, ok, cool, mislim, sploh nič, dobeno vprašanje, doben problem, nič, medtem ko pa v Sloveniji naletiš na čisto drugačno, ne vem, drugačno odgovor, drugačno odziv, ne. Ampak to tudi zato, ker je obvezno, a ne? Sej. Ampak načeloma zdaj... Sigurno, ampak tudi ljudje pol se mi zdi, da zaradi tega drugače gleda na to in nekako to jemljajo kot nekaj čisto samoumevnega, pač cepljenje, ok, konc. Je pa tudi kar nekaj znanstvenih dokazov konc koncu k temu, da cepiti nujno ni dobro. Jaz se ne spoznam na to, da nekdo narobe razumel. In tudi jaz sem prebral dost traparilih tako vsaka. Ne. Hočem samo povedati to, da bi, tako si prej sam rekel, da bi bilo edino pravi, da se v bistvu človek sam odloči. Da ni mi všeč to, da se ti nekako dol potiska usta tisto, ja, moraš. Zdaj se naj človek se sam odloči. Sigurno, skozi zgodovino so cepiva rešile na milijone ljudi. Sploh otrok, recimo, že v prejšnjem stoletju, kaj je bilo v začetku stoletja, ko je bilo tisto polio, ali kaj je bilo, se mi zdi, da se reče, a ne, ko je bilo... Otroška paraliza. Normalno, otroška paraliza, so bolezni, ki se cepiva nujna, ampak se mi zdi, da nekatere so pa stvari, ki se cepijo samo zato, da se pač na konci cepi, ker je pač taka zakonodaja oziroma ker je pač to obvezno. Ne vem, jaz sem glede tega zelo skeptičen in bi si želel, da je malo več svobode pri tem. Recimo v Nemčiji sem to doživel in mi je bilo ful všečno, da je bilo res
da je imel starš res popolno svobodo pri tem, a se odloči ali ne. No. To mi je bilo kul. Ali dal cepati, to je zelo osebno vprašanje. Kako? Ne, mi pol nismo dali cepiti otroke in se mi zdi, da je bilo to pravo odločitev. Normalno, da smo se pozanimali veliko o tem, da smo, pa ne mislim to zdaj prek interneta gledali novice, pa tako, ampak da smo šli mal se pogovarjati z ljudmi, tudi z ljudmi, ki so na tem področju, ki se poznajo, konec koncev tudi zdravniki v Nemčiji, ki so bili čist neutralni in ki bi lahko čist podali eno ali pa drugačno mnenje in na koncu smo se odločili, da ne. No. Tako da, se pravim, da to je, zdaj pa kdo, ki to posluša, pa si misli pismo lega starš katastrofa, ne vem, a veš, kaj mislim. In svobodno odločitev, tako pri mnogo kjer stvari, jaz mislim, da je to neopomembno. No. Brez tega, da je potreba linčati isto osebo. No. Ja, mislim, kar se linčanje tiče, absolutno ne. Ampak, zdaj, moje mnenje na podlagi pač prebranega in blablabla, itak, je pač tako, midva za začetek sva dala cepati vse po spisku, pa še kaj ekstra. Pa še kaj ekstra, ja, za rotavirus je bil ekstra, tudi med drugim cepljen. Tako, kar se tiče tega obveznega pa tako, ne, mislim, cepljenje načeloma je taka odločitev, ki ne vpliva samo na te, ampak vpliva tudi na družbo. Sigurno. To se zavedam, da če se ne cepiš, avtomatsko s tem na nek način, mogoče se malo grobo sliši, ogrožaš druge, pa dost ego izpadeš. No? Ja. A veš, kaj mislim, smisla kao, ne? Manjšaš možnost, da se tista bolezen, proti kateri se cepi, ne širi. Ne? Zdaj jasno, da če ti, mislim, neki stranski učinki cepiv proti različnim stvarem obstajajo in so dokumentirani, ampak načeloma so to stvari, ki se dogajajo v promilih. Ne? To niso stvari, ki se dogajajo. Veš, če bi ti pač, ne vem, dobil, zelo iz glave govorim, ker ne znam več teh številk na pamet, si nisem zdaj zadnji čas nič brala te teme. Ampak, tako da bo to karikirano. No. Če bi dobil, recimo, ne vem, otroško paralizo, bi v 10% primerih bi ostal hrom pač za cel life, v ne vem koliko % primerih bi umrl. Če pa recimo dobiš ti cepivo proti otroški paralizi, bi pa ne v odstotkih primerov, torej ne 1 na 100 ali pa 10 na 100, da bi bilo s tabo nekaj narobe, ampak 1 na milijon, da bi bilo s tabo nekaj narobe. Ne? Torej je ta verjetnost, da ti od cepiva dobiš pač nek stranski učinek, nezaželjen, je zelo majhna. Ne? In medtem ko verjetnost, da če se bolezen razširi, da jo ti dobiš in da dobiš hude posledice od nje, je pa velika. Mislim, je slabša v primerjavi s tem, kar ti cepivo da. Ne? Poleg tega, recimo, ko se je cepljenje začelo, takrat so bile te stvari veliko manj čiste, kot so zdaj. Ne? Zdaj ful nekih teh, ja pa so, ne vem, take pa drugačne primesi, pa to ono, 3., 4. Cepiva so bila veliko slabša, veliko manj razvita, 50 let nazaj že. Kaj šele takrat, ko se je... Ja, to je bilo, tam so neki, to je za itak dost laično, ne, ker ni noben od naju imunolog, ampak mislim, da glih pri poliju, to 100 let nazaj, ne, ker je bilo tisto prvo cepivo, je bilo tako enih, mislim, da, ne vem, rečemo okoli 200 nekih proteinov noter, ne, ki ti neki imunski odziv dajo. Ampak zdaj skozi časa, ne, ker so to zelo zreducirali in so cepiva vedno boljša, imaš pa danes, kad daš vsa cepiva skupaj, ki jih imamo pri nas za otroške bolezni, jih imaš tako enih 150 mogoče, vse skupaj. Takrat je bilo pa sam za enega, ne, ker so toliko bolj pač klina, ne, tako ne rečem. Bolj so narejena, ne. Ja. Plus, mislim, jaz sem recimo, ki si rekel, ne, da bi hotel, nočemo linčati ljudi, ki ne cepijo otrok. Ampak meni recimo, jaz imam 2 mlajša bratca, tehnično pol bratca, ampak ok, ki sta zdaj bila stara 7 pa 9. In oni so bili nekje v Aziji, so šli za 1 mesec, na Tajskem so bili, ok. So šli za, tudi če ni bil 1 mesec, za kar dolg časa so šli. In ko so prišli nazaj, je ta starejši od bratca nekaj zbolel in tako, in so pač šli do zdravnikov in potem me kliče mamica, ne, in reče,
torej mati mojih bratcev, in reče, da pač, veš, da me je začela zdravnica napizdevati, ker pač nista cepljena. In jaz sem pobledela takrat. Ker sem imela vse scenarije, kaj vse bi ona dva lahko dobila, ker nista bila cepljena niti za neke osnovne stvari, pa sta šla v okolje, ki je bolj rizično, kot Evropa, recimo. Ne? In v bistvu, kar sem jaz potem takrat naredila, je, da sem jo pol leta masirala na polno in sem ji pošiljala članke take in drugačne, vse o cepljenju, o posledicah, o vsem, kar hočeš, videe, vse, kar češ. In pol v končni fazi me pokliče in mi reče, no, da zdaj sta pa šla na prvo cepljenje in zdaj sta cepljena. Jaz lažje diham. Zato lažje šla v Hongkong. Zato lažje šla v Hongkong. Ne, sem ta clash, ne. Pri cepljenju je zmeren ta clash med pač svobodno odločitvijo in kaj je herd immunity po slovensko. Pa neč ba, da herd immunity itak mita, ne, če drugo stran poslušaš. Dobro. Ampak čredna imunost oziroma kolektivna imunost. Kolektivna imunost, ne, pa svobodna, to je pač ta fight, ki bo sklepan, da vedno. Ne. Ampak je pa pol grozen te članke gledati, ne, sploh pri Američanih, ne, ki so v eni tam imaš cele skupnosti, ki so nehali cepati, ne. In se pol vračajo res neke stvari, ki misliš, da bereš Cajtanga iz leta 45. Potem v Ameriki zaradi oslovskega kašla umrejo dobički, ki to ne je noro. Folko rečeš oslovski kašelj, 3/4 ljudi sploh ne ve, kaj je to. Ker že toliko Cajta to ni sploh prisotno v bistvu, ne, v kakršnih relevantnih številkah. Jaz sem toliko star, ker jaz sem ga imel, ko sem bil mali, se mi zdi. A res? Okay, tako da zdaj veš, kako sem staren že. Ker si rekel, to že toliko časa ni bilo. Ne, samo veš, to je res. Mislim, mene par teh stvari se je zdaj tako začelo nazaj pojavljati v številkah, ki so bile tako, ki se je že mislili, da tako we're past that, ne. Še mi pa imaš to je en super del o temu je od PBS-a, od Frontline, ga probo najdeti, pa ga dal v link dol noter, no. Ker res tako, ko imaš neke te pač res skupnosti, ki so rekli, fuck all y'all, ne, jaz mi pa namo cepali in zdaj tako, zdaj pač malo plačujejo ceno za to, ne. Ena druga, povej, sorry. Ne, to znam to še reči, ne, da ta pač čredna imunost, no, kolektivna imunost je neki cajta to še gre, ne, tudi če jih imaš par ljudi, pač sploh pri otrocih, ne, če jih je par, ne, neki cajta še gre, pol na eni točki, ka pa to preves, ne, pa to zajezit, ne, saj tako, kar sem jaz bral na internetu. Pač ne zgleda več tako simpel, ne. Tako da, ne vem. Meni je to bolj fascinantno, čisto zaradi teh političnih podtokov, ne, ki se pač res najde, sploh v Ameriki, meni to epsko gledati, ne, ker se že spet, ne, tam vse obrnejo na to, ne, da ali ti država že spet turi neki, ne. Se to sem hotel reči, veš, te big pharmaceutical companies, veš, kde je to po slovensko prevediti, že ti si bolj farmacevtske, big pharma. A veš, mislim, ker na koncu, kakorkoli pogledaš, je vse biznisa, ne, a veš, mislim, nekje se denar obrača, ne, in tu mene tudi dosti skrbi, da se dosti dajo ven, recimo, stvari, cepiva, recimo, sploh, ko gledaš to Ameriko, pa to, ne, da je to pač samo zato, ker je pa to neka nova stvar, da te cepi, da je to toliko pa toliko milijonov novih cepiv in tu se nek denar obrača. In to je... Glih cepiva so taka, da v resnici ima Big Pharma zelo malo tega. Mislim, že če tako pogledaš, ne? Jaz sem rekla, da mislim, pa pol tudi zanče bil nekje, tako da si ne bom pripisovala zaslug, ampak načeloma teorije zarote pa tako naprej, ne? Ta prava teorija zarote bi bila, da je Big Pharma tista, ki financira vse te proticepivce, zato, da se folk ne bi cepil, ker če se folk ne cep, potem je več možnosti, da bo bolan in če bo bolan, pa jih imaš pa res za neki let. Pa še zaslužeš. Pa še le zaslužeš. Ja, to je Kot prvo je to preventiva, da glih za to in tudi drugače obstaja ena fina stran, kjer so, mislim, imamo mi tudi pri naših teh, na Skeptics imamo pogoste argumente proti cepljenju in imamo potem naslovljene te pogoste argumente, ki jih proticepivska stran daje in pač pišemo, zakaj neki ni res in tako naprej. Ne? In imamo tudi link na to, ko je nekdo delal izračune, pač koliko stane to, da ti eno cepivo, en odmerek dobiš, ne? Koliko stane tisto cepivo in koliko stane potem zdravljenje, če dejansko zboliš za tisto boleznijo.
In so to pač neprimerljive številke. Mislim, absolutno se Big Pharmi ne splača delati cepiv. Ja, pa se mislim, da že bi jih nekala. In je dejansko samo par družb na svetu, ki delajo cepiva, zaradi tega, ker se jim ne splača. Valjda, če pa v Ameriki služijo z Dayquilom pa Viagro. Mislim, ja, vem, pa to se sliši smešno, ampak to, kar imamo mi imamo še zmeraj to predstavo, da farmacevtske firme je tako kakr, ki delajo neke aspirine in dejansko neke take medicinske zadeve. To je šlo v Ameriki v Dayquil, Nyquil, pa je 15 zadev za potenco. Pač to te ljudje delajo, to je tam Big Pharma. To niso ljudje, ki iščejo zdravila proti raku, to so čisto eni drugi ljudje, ki so 16krat manjše firme, ki jih ponavadi financirajo neke univerze ali pa država. Te šalabajderji služijo tega, ki so Američani prehlajeni. Okay? Ti v Ameriki greš v QVC-je, pa v Dwayne Reed, pa ne vem, kaj so te njihove farmacije, in kupaš kdo videl že te Alive ali kaj so tablete protibolečinske. To je droga. To ni... Ampak to, vem, se meni to jasno, ampak jaz hočem, veš, pri nas, če hočeš ti neki protibolečinske dobiti, razen na klofen gela, moraš vse rabiš recept. Čisto vse rabiš recept. V Ameriki lahko uvaš pa tako veš, kot ta srednja Nutella. Vse. Tok veliko... Ne, pa kaj je fora, da tam so recimo lekarne toliko velike, da tam noter imaš zraven še, dobiš zraven še, ne vem, in pijačo so, se pravi, tako gazirano pa se pravi, ti greš prav shopping, a veš, kaj mislim, imajo noter še WC papirje, imajo noter, ne vem, baterije za karkoli rabiš, pa tam pa štanto imajo pa še revije, vse une za najnovejšimi trači, še pravi žutra štampa, veš. Se to ne, ampak to je lekarna, veš. Se to, ampak to je moj point, to je tam Big Pharma, ne, razumeš, oni te Alive pa Nyquil, pa to oni pušajo. Ker to, če gledaš v Ameriki, TV so sam za to reklame. Tam ni reklam za aspirin. Ali spite samo 7 ur na noč? Nekaj je narobe z vami. Vzamete to tableto all night in potem boste spali 8 ur. To je res. Pa polune tablete za restless leg syndrom. To je tiska, kao spiš, pa ti noga trza, sploh ni tomato. Apparently it's a thing. Tako da jaz tudi ne kupam tega, da bi karkoli oni ekstra služili s tem, ker veliko več lahko zaslužijo z Dayquili, Nyquili in s patenti, ki so tam gor. Ja, plus ker pač se res obrestuje. Ni patentirano cepljenje. Ja, se pa še to, ja. Tako da tudi iz tega vidika pač nimajo dodatnega zaslužka. Tako da pač res ni. Čisto osebno, jaz sem si zelo odahnila, ko je bil tam malo prvi cepljen. Ker se tako slišim, potem sem si naslednjič odahnila po prvem letu, ko je v bistvu dobil še... Takrat je bilo pa, mislim, da za polio. Sem že malo pozabila, da bi mogla cepiti. No, polio pa definitivno. Ja, ampak polio pa definitivno je ena taka stvar, ki je tako, ben nima stika z njo. Pa bolj, ka bereš, to je bilo včasih tako, se je kar vedel, da na vsega, ne vem, tok in tok otrok ba eden pokvečen zaradi polio. To se je pač vedel. Tako, to ni bilo tako mogoče ali pa nekaj, ampak to je bilo tako. Če smo imeli 10 otrok, je bila kar velika šansa, da pa bi bo žena 10 let nazaj skoraj zrodirana, ne? Pa je potem v Afriki, ne vem, neki ena ideja prišla, da to pa hoče beli človek iz zahoda nas zastrupati in pol je šlo vse pogobe. Ja, in šlo nazaj prišlo. Ja. Te so najbolj bedne, no. Ja, to je. Ja, in če bi jih takrat zavirali, danes ne bilo treba nobenemu cepati proti polio, ne? Ja. A veš? Tako da, če hočemo nekaj cepati, moramo cepati. To je to, ja. Proklet beli človek. Ja. Bravo, Andrzej, proklet beli. Naslov podcasta si... Ja, super. Lepa. Bom te pustil, da vprašaš za chemtraile, ki ne te matra. Ja, če me kaj matra. Ne, zdaj pa tako. Ker Anže ful verjame v to. Zato. Ja, jaz če kaj verjamem, to verjamem. Sloh Matejo Praprotnikov, starimo 3 leta. Ne, sam zdaj pa tako vidva, ki se s tem pač več obarata. Jaz se ne morem. Jaz s chemtraili, jaz se ne morem, ker je to od stvari, ki so res nore, ne.
Jaz sploh ne vem, kje začeti. Ampak, Jaz bom igral zdaj Devil's Advocate, celo to temo. Samo da boš, tega bomo bolj zanimivo. Jaz sem hočem to, vidva, pa zdaj sam za Slovenijo, pusta zdaj, karkoli se od zunaj dogaja. Ne? Ampak, a se je to dejansko to prijel, kot meni zgleda na internetu, da se je to prijel med ljudmi v Sloveniji? Až ga hoče reči? Tako, ali je to pri nas bolj, pa to od zunaj ni tak big deal, ampak meni se zdi, da to je pa neka stvar, ki se je ne vem zakaj ekstra prijela v Sloveniji. Ja. Ali zaradi tistih poledi, mislim, tiste žleda, ki je bilo takrat. Vse takrat je to bolj, ali ni takrat to ful vendarlo pol ta... A pa žledo. Ampak je bilo že prej, no. Ja, seveda. Je bilo pa seveda, žled je bil super tema pol za njih. Ja. Vem, a veš, to ni tako, a veš, Bigfoot, ne? Pač Bigfoota saj ne najdejo. Ne? A veš, saj to je. Kle so pa pač to avion, mislim... Ja, pa napiše praprotnike, eno parodijo, pa vsi verjamejo. Ja. Boki, a to veš, kaj je praprotnik napisal? Jaz sem prebral na hiter, ampak on je pač slikal to, ne? Pač on je Ryanair je slikal krilo, ne? Ja. In je tam zgleda, kada pač zgleda. Pač una črta se vidi. Vse sem prebral. Objasni mogoče tisti, ki niso prebrali. Na hiter. Tej praprotnik, človek, ki dela na Valu 202, zelo fajn fant, dela frekvenco X pa to, no, tudi med drugim ta odličen podcast oziroma radijsko oddajo o znanosti in je napisal v bistvu, kaj bomo temu rekli, parodijo, satiro. Pač, da zdaj pa ima končno dokaze, da chemtrailsi so pač resnični, lejte sliko, letel sem z Ryanairom in napiše nek tak spisek, ene 4 odstavke in se od spodaj podpiše, in to sem na svojem Facebooku, to je tudi treba povedati, to je bil Matej Praprotnik, je bil tam, ne? In se podpiše, kako je bilo Matej? 4 leta. 4 leta, nekaj, da je vejca 4 leta. Ja. In jaz sem pa z njemu govoril, ko se je to dogajalo, in je zato pač začel kaj so že neka modro nebo, ne vem, se sploh in nočem reči imena, da nam reklame delali. V glavnem... Boš dal pip, čest. So to zahaklali, ne? Ampak najbolj fascinantno je bilo to, da je on isti dan, ki je dal to gor, ne? To je, recimo, dopoldne je dal gor, popoldne so jaz, pa on sva govorila na Facebooku, je on že to dobil v mailu. Forwardano. Je bilo njemu je bilo forwardano brez unga, Matej 4 leta. Samo kot neko dejstvo, ne? Ja, se je to klasika, dost klasika. Fact. Sej to je zdaj fajn, zdaj pa jaz naperil na nekaj drugega, ki si rekel, da je dobil po mailu. Sej se lahko vrnemo k chemtrailom. Ampak, recimo, to je tega sranja po mailu dobim cel kup od svoje mat. Dobi neki in pol se sam malo grozno sliš, pa forwardal sem naprej, a veš, brez preverjanja, brez kritičnega pogleda na vse skupaj in predvsem, pa zdaj ne mislim, kakšne grozne stvari, ampak rečemo tiste, ki so dosti neškodljive in tiste so res neškodljive, razen da ohramljajo internetno pošto. Antivirus, oziroma Norton je objavil, nov virus je zunaj, tudi Microsoft je potrdil, še je en hoax, ki ga je napisal leta 2005 in po ga je 2009 pri nas prevedel in to si te kar pošiljajo med sabo, brez enega Googla vmes, ki bi videl, da je hoax in je brez veze. In je tle pa tista zadeva v mislih, kukar ne vem, kva je, ampak za vsak slučaj pošiljam naprej. Zakaj pa ne bi preveril najprej, pa širiš dezinformacije in hromiš internet in Nočem se delati pametnega, sem če pa kaj zbrišem, preden da preberem več kot pa pol stavka, pa to mes e-mail sploh tak, ko gre naprej. To pa, pa jih ne dobivam ful na srečo, ampak tisto, ko dobim, tisto pa te hitro zbrišem in tudi nikoli ne pošljem naprej. Se strinjam s tabo čisto. Sem pa tle jaz ekstra annoying, ker če dobim jaz to, pa da so vsi še v CC-ju, da vidim vas folk, je to pa reply all, poiščem link, rečem, to je fake, nehite pošiljati in sem unka pol teži v njim nazaj. Zato se po moje zdaj naučila, da ne piše več te maile. Se vem, pa tudi če mislila, da se teče, ampak daj no, toliko malo je treba, da vidiš, da je bullshit, res. Ja, samo veš, to je teb, ki sploh znaš googlati, stari. To je folk, ki jih je nekdo e-mail naučil, ne.
Veš, meni ne zna BCC-ja uporabljati. Ne. Ja. To je noro, to je pač meni, jaz to ne razumem. Ne, in tudi živimo v svetu, res, ko je pač folk navajen, da tisto, kar vidim, prebere, da to vzame za sveto. No. Mislim, ful preveč. To je pa v bistvu, mislim... To je v whole point, po mojem. Ja, Ja, sploh recimo te e-maili, ko ti pošle nek kolega ali pa nekdo tak reči, mi je pa on poslal. Ja. Si rečeš, a veš, pa da je res. A veš, kaj mislim, če ti pa on, a veš, Ja, mislim, ne zaupaš, ne, svojim prijateljem. ja, ker misliš, da če on je ziher to prebral, on to ve, pa res, pa že ti naprej, a veš, veš, kaj je moj kolega rekel. Ne se zavajati. Kako to veš? Tomaš je rekel. Ja, veš, to je. Ne, to je ful tak, točno to, nevaren koktejl tega je, ne, ta navidezna verodostojnost, ker so to tvoji kolegi poslali. Pa je pa še ta komponenta neta, ki pa mislim, da je s Facebookom, ne s Facebookom, z družabnimi omrežji še ekstra razširjene, je pa, da ima vsak lahko nek page, ki lahko objavlja. Ja. Net je bil prej tako, ali je bilo to ločeno v mailu, kjer so sam eni videli, pa se je tako še širilo, veš kaj včasih chain letterji. Že se tudi spomnim, smo v kaselce dobivali, če ne pošlješ tega naprej 10 ljudem, bo tvoja babi dobila coke ali whatever. Pač ne vem, so se Nekaj si poslal. Ja, ne, v glavnem, veš, s temi družabnimi omrežji se je pa tako naredilo, da so ene par ljudi se je to glih toliko naučili uporabljati, da zgleda, da ima vsak sajt. Ja. Veš, prej si mogel znati sajt postaviti, kar še zmeram ni lahka stvar, za veliko večino ljudi. Ja, Ali si pa maile pošiljal, ne? Te Facebook pa sploh v Sloveniji, pa vsak zna page odprt ali pa profil, ne? In pa te dodajajo random iniciative za proti chemtrailsom in ne vem kaj. Ja, ker tam je vse, kar moraš klikati, je deli, a ne. Ja, točno to, ja. To je, Facebook je najhujši, no, pri širjenju neresnic in bullshita. To je tudi Twitter je kao tako neki v easy, ker so še kakšni britni gor, pa Facebook to greva posod. Tako ne, Facebook. Se mi zdi, da to je lih, sigurno je dosti na tem, da je v bistvu lih porast tega Facebooka, pa vsega tudi istočasno po svetu so porasle te razne stvari, kot recimo chemtraili in podobno. Ker to je v bistvu kot neka taka idealen poligon za te stvari, ta Facebook pa to, tako si sam rekel, veš. Da se čim prej lahko razširi ljudi, da lahko čim prej doseže veliko maso, da lahko postane to na koncu že toliko masovno in toliko veliko, da se smatra kot dejanski scientific fact, veš, ker je pa toliko masa ljudi je to podprlo, leko lajko ima to, veš, in obvela, ne, medtem ko pa Anže, ko ste rekel prej časih, pa to e-mail in to je bilo to, ne, in tista manjša skupina zdaj ljudi. Zdaj javno, ne, tiskaj je bilo prej tako, ne, ko se je mogel širiti virus, ne, je zdaj pač res javna zadeva. Ne. Ker je v resnici res. Ampak je lahko sam še nekaj vprašal. Ne? Tako, kaj je še, chemtrails so res big deal? Pa jaz moram še, nisem še devil's advocate za chemtrails. Moram vprašati, kaj pa pol razložiš, ko na nebu vidiš, da v bistvu je en tak pattern, da v bistvu 3 avioni grejo ravno, pa 2 geta počesne, pol na koncu stane isto, kot da bi igral 3 v vrsto, a veš, tisto taka mreža. Ja, a veš, to je zelo odvisno od kje ti stojiš, ne? Od perspektive. Če se boš ti premaknil za 20 km naprej, bo ta pattern čist drugačen. Ok, dober odgovor. Ne, ampak čakaj, nisem še konc. Ok, sorry. Jaz sem rad bil devil's advocate. Naslednje vprašanje. A niso neki govorili, da je tudi neki na Štajerskem, sem takrat bral, pa Mariboru, takrat, ko bi ta žled, da je v bistvu bilo neka povečano število aluminija v zemlji oziroma pač na tleh. Ste brala nekaj o tem takrat? Kaj je bilo? Ja, jaz se spomnim tega, ampak nimam dosti informacij zdaj. Ja. Vidiš, lej. Ja, vem, da je, ampak pravim, da sploh takrat v obdobju žleda in vsega tega je bila pa povečana koncentracija aluminija. Zdaj, lej, tisko je to rekel, lahko da je to... Ja, ampak lahko samo... Iz neta, vse na netu imajo. Lahko samo rečem, da je to bil en test in test je treba replicirati in več ljudi ga mora narediti in je treba to potrditi, tako da zaenkrat je to preliminarno. Ampak veš, taki odgovori se mi zdi, da zmerom ne palijo, ker to so avioni, ki pač, jaz to sploh ne vem, kje začneš, ne vem, kje začneš to razlagati, ker je to absurdno. Ja. Samo, nisem pa zasledil na koncu, najbolj bistvene stvari, katera teza se je pa najbolj obveljavila
s čim sploh špricajo, če špricajo. Mislim, kaj je, a ste uspeli ugotoviti, kaj naj bi bila ta snov, oziroma... A veš, kaj mislim, ti ko zagovarja chemtrailse. Ja, mislim, da oni govorijo o aluminiju. No, ampak zakaj je aluminij? Zakaj, da v bistvu sončne žarke odbija, da potem se manjša global warming, oziroma da pač ni toliko... Mislim, to je kao glavna stvar. Ja, mislim, da je to njihova trditev, ja. Ja, sam itak nikoli ne gre ful globok to. Ne, ampak, a veš, špricajo, mene glava boli. Sam pomislim, to je torej teorija zarote, kjer eni hočejo global warming ustaviti tako, da mi sploh namo vedeli, da ga ustavljajo. Really? Ja. Pa zraven te glava boli, pa mislim, da gre predvsem za zastrupljanje nas, ne toliko za ustavljanje global warminga. Zdaj sem šla prav odpreti. Pejt malo bližje mikrofona. Sorry. Mislim, da gre za zastrupljanje nas. Oh, hello. Ja, tudi to je eno. Jaz mislim, da tudi pri chemtrailersih boš najdel različne skupine. Eni bojo rekli to, eni bojo trdili to. To bi že od vsega začetka, da v resnici. Je odvisno od tega, s kom se pogovarjaš, koga vprašaš, ker eni bojo pač rekli, jaz priznam, da da hočejo global warming ustaviti, nisem slišala. Jaz sem slišala predvsem tiste, da nas zastrupljajo, da je zaradi teh chemtrailov več vsega, kar pač je več, da je več alergij, da je več tega, da je več unga, da je več tretjega. Pa še v bistvu tudi pobijati nas menda hočejo s tem zdaj na kakšen način biti Boga, kako so oni zavarvani pred tem, ki to delajo, pa hkrati ne hodijo po svetu z nekimi maskami. Ja. Tudi pitaj Boga. Ja, vem odgovor, ki so chemtrailerci povedali, veš kaj naredijo? Oni si redno menjajo kri. Se je te ta glavni. Pa neki s kisom delaš, ne, to zmeram, to se pižama non stop vrca dela. Ja, da vsakeč, ko znižajo kis, objavlja stvari. Ne, sam je, tam je od vseh teh teorij zarot, ki so itak vse boljšitne, ta je res nora, no. Ker je toliko za lase privlečen, da sploh ne veš, kje začeti. Jaz prej Bigfoota verjamejo nekako štekam, ker se ga ni najdel. Ja, veš, tudi nezemljane. Pa tudi ni teorija zarote. Pač niso ga še najdel. Ja, ok, ampak tako, hočem lepa. Jaz hočem tudi reči, pri nezemljani je zmeraj ta, sam še enkrat bomo najdel. A veš, ko, tam se saj ne moreš na nič nasloniti, ne. Klep, to so avioni, in pa imaš avione, ki imajo noter tanke, veš, mislim, v smislu rezervarije, te pizdarije. Res je sploh, to je meni tak velik skok mi je, ker sploh ni skokov neznano, ampak je skokov znano, pa rečeš, ne, pobit nas hočejo. To je to, glede pobit nas hočejo, samo en fajn komentar, ki je meni zelo zabaven, ne, da je očitno ful lažji dobiti letala, pa pilote, pa vse to mora montirati, pa skrivati, pa tako pa špricati, da bi folk pobijal, namesto da bi podkupil tistega modela, ki dela na vodovodu, pa nekaj odzliva, ne. Nekaj odzliva, fair enough. Ja, to je res. Definitivno bi zahtevalo veliko več ljudi, to, kar zdaj govorimo o chemtrailih, pa to. Pa se to je zmerno to, to je meni najboljši, to je imel Charlie Brooker, ta en, ki za Guardian napiše, ki je moj heroj, ne. Ki enkrat se je lotil teh truferjev, te, ki so za 11. september, da je to ameriška vlada naredila. Pa je rekel, a si mi predstavljate, koliko papirologije je potrebno, da ti nekaj tazga organiziraš. Ja. Glede 9/11, ti mi tam nekaj rekel, stari, Tower 7, ne vem, če poznaš. Tower 7, stari. To odgovoril na Skeptics Guide, pa poslušati, ne vem, kdaj. Tower 7. To je že toliko nazaj. Ja, to je to. Od nagbarja kriptični. Ne, za mene to res, te teorije zarote zmerno rabijo to, kar imajo bad guy v James Bondu, ne. Vsi zmerno so skopali nekako fortrese pod zemljo, ne. To so zmeraj en to skopom, ampak en teh ljudi. To je meni pri teh filmih najbolj smešno. Kdo mu je tam njemu fasado umetel noter, mene zanima. Ja, točno bad guy, veš, oni mogo nekaj. Točno to je to. S tem lahko razložiš čisto vse teorije zarote. Možne, kjer je to nek brutalen konspiracy. Je točno to. Dejansko eden je nekaj enkrat kopal, eden je skrival avione, en je mogel te rezervarje pripeljati, pa Ben ni nič rekel. Pa dober kontrast je pol s tem, da Clinton še ni mogel skrivati, da je flirtal, oziroma da je imel...
Ja. Pri vsem temu to se pa ni dalo. Ja. Ali pa To vedeti, pa da ni greš šlo v skozi. avion. Ja. Sorry. No, sam tako bom rekel, v isti sapi bom pa rekel to, da sigurno pa ni spet vse tako črno-belo, da bi rekel, da pa recimo, zdaj če govoriš o Clintonu pa ameriški vladi oziroma vse to, da ni pa nikoli ni bilo dobene conspiracy, a veš, pa Itak nikoli ne, ni bilo seveda nič ne, vse čisto. seveda. Slej, ko prej te stvari pridejo na dan. Ne? Ja, In, a veš, lej, jaz to ponavadi zmeram, prej, sorry, kot ampak slej. Kar povej. ja, točno to, ja. Ampak jaz imam zmeram en ful lep primer tega, Ja. ne, in to, ker jaz sem pač ful, imam rad avione, ne, in Američani so naredili en meni zelo lep avion, ki je v bistvu bombnik, pa si mislijo, da je pač lovc, ampak to so stvari, ki jih pa geeki razpravljamo. Zdaj se reče F-117, ne? In to je un, ki je neviden, pač kao, ne? Ampak ta prvi neviden, dva sta, in je B2, ta je pa se vseeno. Glavnem, ta zadeva je tako letela 10 let, brez da bi kdorkoli vedel, da dejansko leti. Ja. Ne? Imeli so tam eno bazo, mislim, da je bilo v Las Vegas, to zdaj ne vem točno več, ampak mislim, da je bilo v Las Vegasu, so imeli dejansko bazo in te avioni so leteli 10 let, napreden so pač sploh priznali, da obstajajo. Ne? Škoda, nekaj stvari se da, je pa res, da polka pogledaš, je teh avionov bilo omejeno število, pa to je pač tam vojska delala, ampak še spet, po 10 letih ali po ne vem, 8 letih je to ven prišlo. Ne? Veš, vse te stvari, te teorije zarote, ne, pa vse to že traja 20 let, vse se je začelo s Kennedyjem, ali pa vse se je začelo z drugo svetovno vojno, pa še kar traja. Ja, pač ne vem, kaj vam drugega reči, želeno. Ja, pa tako je zelo, moraš biti zmatran, moraš biti, če te stvari razmišljaš. Ja. Day to day, a veš, Ja, je. da se s tem obadaš. to je Čeprav jaz preveč. sem rad mal te teorije zarote pa to, no. Ne bom rekel, da verjamem. Jaz sem imel tega, da rubriko vsem na verjamem. radiju, ker smo se obadali s tem, da so imeli naciji na Luni baze. Dobro, to pa še nisem slišal. A nisi slišal? Naci Moonbase, pogooglej. Boš si jih Obvezno, ne samo po Google. Upam, da je kak mini dokumentarc na YouTubeu. o tem. Veš, da je. Veš, da je. Kaj si rekel, naci? Moonbase. Okay. Tako da, Evo ga, veš, tako je, če napišeš naci MOO, ti na Google vrže ven Moonbase. Evo. Točno to, evo, tako da, domača naloga za skeptike. O, Madonna. Ja, okay. To sem vas še hotel vprašati, no, zdaj smo že na uri 10, ne. Ampak, a masta, tako, okay, ker ta cepiva, se mi zdi, da so ena taka stvar, ki imajo zelo take real world posledice, Ja. a ne. Pa s tem se pač dosto obarate, pač dosto razumljivo, Ja. ker s kem tresi se malo manj, a ne. Kar je edim prav, a ne. Ampak, sem tako, kaj so pa še kakšne, tako, veš, če bi mogla še kakšno tako temo izpostaviti, mogoče, da se saj malo več z njo obadali, ali pa kaj imate feeling, da je v Sloveniji, veš, koliko chemtrails je dobila malo preveč pozornosti, ne, med folkom. Homeopatija. A je še kakšna taka stvar? Pač? Bioenergetika. Okay, ja. Sam se mi zdi, da to pa z vedeževanjem je v Sloveniji bilo neizbežno, da se bo zgodilo. Pač, ja, res. Ja. A je kdo kdaj videl onega vedeževalca Blaž ali kaj na televiziji? O, moj heroj. Na net TV-ju, vedeževalec Ja, Blaž. To je ja. najboljša stvar ever. To je pa res. To je, no, a ti to, zdaj, a si to slišal, ker sem jaz na kakšnem podcastu govoril? To res Ne, to jaz vem, zato ker mi je že leto, dve nazaj, mi je brat enkrat snemal prek telefona, pa mi je pol poslal to. To je no, jaz sem to Nisem gledal. mogel vedeti, in potem sem šel nekaj googlati, sam je ful malo posnetkov gor. Jaz bi kupil, če bi bila obstajala DVD sezona, jaz bi kupil DVD sezono tega vedeževalca Blaža. To je pa, Ej, to je pa vrhno. Lahko nekdo naredi DVD sezono vedeževalca Blaža, prosim. Jaz sem gledal, on je bil na net TV-ju. To je ta. A poznata vidva to? Poznata to? Ne. To bomo dali link, bom najde, čakaj, da napišem. bomo Ja, dali link. vedeževalec Blaž. Ja. Okay. Ne, jaz sem drugače to enkrat gledal, ko on ni slišal, kaj ga ljudje kličejo, ne? In on cancela ljudi tako. Kaj, nočete, grdo ste vprašali. Ja, Ne. ja. In kar prekine, folko. Fuje dobro, ampak najboljše je pa, ker je enkrat je imel, to sva z Uršo gledala, je pa 2 ure ima on, je imel, no, zdaj ne vem, če še ima. Na net TV-ju in je ta prvo uro ni slišal, kaj mu oni govorijo, ko mu režiji niso znali zrihtati. Ja. Je rekel, jaz bom samo 1 uro klejem, pa bom šel in bolel cel cajt. Ko vsakega je kličal, tako gospa, ne slišim vas, v režiji Ja, mi če ne dajo. pa kar napizdeva folk, enkrat je rekel, kao, Ja. ko rabi vedeti, ne vem, ime, Ja. pa on čičil sem že ime, naslov, pa on drug ni slišal, pa on tak naslov, pa on ni slišal, pa on tak, gospa, adresa.
Živčen že, až prav napisuje folk, ne, to je car. Ja, ta je res legenda. Anže, daj mi over-under možnosti, koliko je možnosti, da njega dobimo na podcast. Ma ne vem, ne vem, če ga hočemo. Jaz bi raj ga imel tam na NetTV-ju. Pa se sem hotel, da rečeš 0, veš, hotel, da me zabiješ. Ne, ampak da gremo nazaj v vprašanje, zdaj smo res Ajde, že vajali, da moramo vedeti, da to gleda, to se mora še pogovarjati. Okay. Kaj je kakšna taka tema? Okay, bioenergetika, ampak kaj s tem misliš? To resno. Kot folk, ki maha okoli tebe in te zdravi, ker ti uravnava tvojo energijo, ki je izven čakre. balansa. Ja. Pa kristali, pa une zadeve, ki visijo. Pa sem se spomnil, mogoče te energetske zapestnice, ki jih imamo tudi na top shopih non-stop. To sem bral nekaj, si ti pisal nekaj o tem en članka, ne? Ja, pa še zanj sem tweetnil, ker je imel špar akcijo, sem šel skoraj že kupati. Špar nam ne bo sponsor podcasta. Check. Sorry. To se je pa na Top Shopu, se je začel zuno, Jack na neki. Čeprav unimo eno magnetno, oni trdijo nekih takih stvari. Ja, uno sam nehal bolet, ne. Ti si sam nehal bolet, ni toliko zdraval v smislu. Drugače pa ti dajo, povrnejo energijo, pa bolj si vesel. Pa v glavnem tisti je bila glavna trditev za ravnotežje. Ker tudi Power Balance je bil ta glavni, ki je bil, mislim, ameriška firma. Ampak so imeli toliko natreniran folk, ki je kao demonstriral, kako to deluje, kakšno ravnotežje imaš, da so v bistvu golfali. In on te je enkrat, ker ti si bil tam, si bil v trgovini in te ujel, lejte, jaz pokažem, kakšen hud balans boš imel zale, ker ti najprej bo probala brez zapestnice, pa zapestnico, ne. In si tudi, ne vem, ti tam si stal na eni nogi in to on malo potegnil in jasno si izgubil ravnotežje, si se mogel ujeti. Pa si dal pa zapestnico, pa si spet stal na nogi, pa te je vlekel, pa ni šlo, ne. In je bila samo ena finta, kako ti človeka vlečeš, enkrat malo nadol, enkrat pa stran, ne. In enkrat ga boš od tla tiščal, enkrat pa tako, da bo izgubil ravnotežje. In v glavnem potem so v bistvu v Avstraliji so skeptiki uspeli doseči to, da so pokazali, da to je pač zavajanje potrošnikov in v bistvu Power Balance je mogel dati opravičilo v Avstraliji in če si ga kupil, si lahko nesel nazaj in si dobil cash nazaj. A res? Wow. Okay, prav tako, proper Victor. Tako je 3 leta nazaj. Avstralski skeptiki nasploh imajo več takih zmag. Kot kaj, naprimer? Naprimer, tudi so imeli za cepljenje stvari, so imeli oddajo, v kateri so šli do... To novinari, recimo, ne samo tako avstralski skeptiki kot skupina, ampak tudi tako širša družba. So imeli oddajo, kjer so šli do te neke doktorce, ne vem česa, ki je pač govorila, da so cepiva slaba, pač ona je bila drugač doktorca res. Ne bom dosti kikselna, če bom rekla, da je bila antropologija. No. Pač ni bilo nič v zvezi z medicino, ampak ona je bila prepričana, da je Boga za jajca prijela, ker ima pač naziv in da razume vse, kar lahko prebere in je potem tam citirala take in drugačne stvari in so jo tako grdo, lepo razkrinkali, ker so ji enostavno ustrajali s težkimi vprašanji, ne. In so se v bistvu razhudili tam na licu mesta, torej v sami oddaji se čist na novinarko, ko jo tam sprašuje, če se razpizdi in gre stran, zaradi tega, ker je pač ona ne pusti, da gre stran in ne pusti, da grejo stvari, ki jih reče in ki so neumne, da grejo kar mimo, ja. Ampak je dejansko jo pač noter šla in tudi zdaj so imeli tale 2014 aprila so imeli nek national, ne vem, v glavnem naredili so neko meta analizo vseh študij, ki so, mislim vseh, velikega števila študij, ki so pač preučevali homeopatijo in so lepo prišli do tega, da homeopatija ni nič boljša od placeba in imajo tudi oni zelo lepo napisano, veš, gre za to, da je avstralska znanost, mislim, avstralska javnost izpostavljena tem in tem trditvam in da je dolžnost države, da mi ugotovimo, je kaj na tem ali ni kaj na tem. Tako, cel package avstralski je tak fajn, kar se tiče znanosti in skepticizma. Tako, so neke take... Obljubljena država za skeptike. Ja, tako je.
Ampak drugače, če bi jaz na tisto, jaz bi zelo težko odgovorila, kera stvar poleg recimo tega proticepilskega gibanja pa chemtrailov je še toliko na udaru zdaj trenutno pri nas. Se mi pa zdi predvsem to, da se vse te pa tudi kakšne manjše povezujejo z roko v roki, ker vedno, ko od nekoga slišim, da verjame v neki, potem kasneje slišiš, da verjame še v to, pa še v uno, pa še v tretje, pa v četrto. Ne. In se mi zdi, da gre bolj za en tak vse prekriven odgovor, da manjka vse življenjskega učenja na področju, mislim, se bi rekla znanosti, ampak v bistvu gre za kritično razmišljanje. Gre za to, da ti znaš prepoznavati informacije, da veš, kje vprašanje je treba pač sprašvati in da tudi veš, komu zaupati in komu ne zaupati. Ne? In te stvari so mal out of balance pri nas in mislim, ne sam pri nas, no, ampak če zdaj govorimo o slovenski sceni. In se mi zdi, da je to je tista ta najbolj glavna stvar, zato so se tudi z Necem zdaj pogovarjali, da bi bil v bistvu bolj kot v neke, da smo v tega razkrinkavanja mitov, debunkanja, ne, da bi zdaj skeptiksi bolj kot samo v to smer, še vedno seveda to, ampak bolj kot v to smer šel v dejansko izobraževanje o kritičnem razmišljanju. Torej v dejansko neke te vsebine, ker fora je v tem, da pač, da se to so potrjene zadeve, izkazalo se je, da če so ljudje več izpostavljeni znanosti in če so ljudje, no, kot prvo imajo boljši odnos do nje in se bolj informirano odločajo in če so ljudje več izpostavljeni kritičnem razmišljanju, torej da ga sami aplicirajo, da se sami najprej, da se poučujejo o njem, potem, da prepoznavajo različne zmote v stvarih, ki jih berejo, več tega počneš, boljši v tem postajaš, ne? In potem tudi posledično manj verjameš raznim šarlatanom in raznim komorkoli, ki ti hoče prodati neko informacijo, ki je pač njemu v interesu, ni pa resnična. Ne, dobro povedano, res. Se mi zdi, da res na koncu, ko pogledaš vse skupaj, res na vsakem posamezniku, da se sam za sebe čim bolj izobrazi, čim bolj preveri, čim bolj nadgradi svoje znanje, pa se potem vsak sam odloči. Predvsem pa, da se zavaruje pred takimi drugačnimi, tako si sama rekla, šarlatani oziroma polznalci, ki prodajajo. To je veliko v tem primeru. Ja. Anže, smo še kaj pozabili? Mislim, da ne. Mislim, da na eni točki smo o chemtrailsih govorili. To je to. Mogoče bi sam dodal contrailscience.com. Tam imaš veliko o chemtrailih in zakaj je BS in kako kontraili delujejo. Ne? To, kar se dejansko dogaja. Ja. Contrails.com si rekel. Contrailscience.com. Ok. Bom dodal zraven link. Bom še sam počekiral. Cool. Ful hvala. No. Res obema, Oren hvala, ful cool pogovor. Če ne drugega, zdaj vem, da se mora niti kriza menjati. Vaj to pomaga. Pa kis moraš kot. Ja, pa kis. Mi pa malo tako 100 litrov domačka, ta je še boljši, tako da lahko prideš to iskati. Drugač pa ja, še enkrat vsem, ki je mogoče bil všeč ta pogovor, oziroma tistim, ki so všeč te teme, pejte v pub pogledat. Maja, da še enkrat povej, kje kako se dobivate, mogoče boste pa lih po zaslugi podcasta podrobnosti imeli kjer ga več na pub srečanju. Zadnja sreda v mesecu, kavarna Mačkon v Ljubljani, to je na Trubarjevi. V bistvu je tam med Rustiko, tam, ko prodajajo čokoladke, pa kaj je še zraven, pa Grkinja je od spredi, no. Tako, če bo kdo hodil. Predvsem na začetku, oziroma predvsem na koncu, odlično, kje štartaš. Odvisno, skje prideš, ja. Skje prideš, ja. Ok. Maja, Nejc, ful hvala. Enako. Zdaj gremo. Kje se vajo pa najde na internetu? Čak, da najdem scenarij odbitnih. Ne, se hecam. Na Twitterju Nejc da. To je to. Pa bitni pogovori, pa tako ne boš nič.
Ja, moraš bitne Daj, pogovore saj jih je že spimpati. več Moraš dana to, moraš. začeti. Policaj si. Ja, res. še enkrat, bitni pogovori, check it out. pogovori. Okay. Ja. Pa še licej. Bitni pogovori.si, Ja, pa še to. drugače, ja, bitni Ja. pogovori.si, ful dobra domena. Ja, Zdaj sem rabo samo ultimat. A imaš ti prste vmesen že? Zakaj se Res je, zdaj? res je, Okay. imam. Ti imaš vse posod prste vmes. Jaz Če imam imaš posod kdo dolge prste prste, imaš dolge prste, pa ne za krast stvari, ampak to za biti vmes, ki je zraven. To sem to jaz, to je res. Postati. Ja, a ja, pa druga, ja, ne, smo še zdaj svoj sajt, ne, ta licej.si, ne. Licej.si. Tako da, licej se upravičujem, ker sem narobe naglasil, licej.si, tako da pejte to pogledati, če rabite karkoli, kar se EU izobraževanja Ja, tiče. hvala. Tako da. Maja, ti si pa kaj na Jaz sem Twitterju? pa huferka na Twitterju, pa huferka Dolminsi na blogu. Tako, Aj, Zapiski Če o hoče- kuhanju, peki in sploh vsem. tako je. ja, Futro, ne se pravi hrani. Bom še rekel, jaz ženi svoje, da malo počakira, da vidim, kaj dobro. nočeš tega jesti, to so zredil. Jaz sem kar v redu. A res? drugače, veš, tako da- Te torte so brutalne. Nič ni presnega, ali pa kaj veganskega, ali pa vegetarijanskega, pa te So smeri. tudi ne. vegetarijanske stvari gor. Okay, Presno, okay, presno pa okay. ne vem, jaz sem objavila eno presno torto. Sam se presne Okay. torte po kalorijah niso kaj dosti. Nič ne pomaga. To sem čisto rekel. Ne, pa to sem čisto rekel, da imam vse boljši feeling, ko pojem 1 kilo tega. A ja. Jaz sem pa jedel presno. Da si lahko malo lažeš. Ja, sem jedel presno, pazi. Lepa. Tako da, kul, Anže, admin Ej, bo- zadeve. Čak, Boki, kje se tebe naj ne A ja, Boki Nahvar, Twitter, to je to. To je to. Jaz sem na Twitterju Afnan ZT, tale podcast je na aparatus.si, je tudi v iTunesih, tako da kakšna ocena tam bo ful dobrodošla. Drugač pa lahko podprete celo mrežo aparatus, ki je zdaj koliko 8 podcastov ali 7, nikoli več ne vem. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Ibr, hvala vsem, ki ste to že naredili, pa hvala vsem, ki boste. Pa Facebook, aparatus.si posrčite, pa nas tudi tam najdete. To je admin, Boki, evo. Cool. Ajde, legitimni že. Se čujemo čez 14 dni. V angleščini bo naslednji podcast, ne bom omenil, kdo bo gost, ampak se mi zdi, da bo neki full cool zadeva. Vsaj tako, naj ostane skrivnostno. Se nakazuje. Se nakazuje neki cool. Ajde, to bo to. Neč to je to. Še enkrat hvala, Nec, Maja, srečno. Ja, Hvala enako. Enako, hvala. ja. Ajde, živijo. Čau. Čau. Ajde. Čau.